Sejnine ostajajo enake. Izgubo krije proračun. Radi delamo dobro. Čebelam prijazne medvode. O načelih pravne države. S pletilkami do Mavrice. Lepo pozdravljeni. V torek so občinski svetniki zaključili pred mesecem dni prekinjeno 5. sejo in med drugim sprejeli sklep o delni povrnitvi stroškov organizacije predvolilne kampanje ob lokalnih volitvah konec lanskega leta. Volilna komisija ugotavlja, da nobena stranka oziroma lista kandidatov za predvolilno kampanjo ni porabila več, kot je zakonsko dovoljeno. To je dobrih 5.000 in tudi, da meje dobrih 3.000 evrov za predvolilne aktivnosti niso prekoračili niti županski kandidati. Glede na število prejetih glasov na lokalnih volitvah je največ sredstev iz naslova delne povrnitve stroškov predvolilne kampanje pripadlo glasu aktivnih Medvoščanov, 425 evrov. Pridobljen glas volivcev je bil namreč zanje vreden 33 centov. Dve stranki pa do tega delnega povračila stroškov sploh nista upravičeni. Takrat stranka Mira Cerarja, sedaj stranka Modernega centra, ker ni oddala poročila, in Socialni demokrati, ker so poročilo oddali dan prepozno. Delno pa se povrnejo stroški predvolilne kampanje tudi dvema od 4 županskih kandidatov, ki sta presegla zakonsko določeni prag in nagovorila več kot 10% volivcev. Poldrugi tisočak povračila tako pripada Nejcu Smoletu in Stanislavu Žagarju. Občinski svetniki so obravnavali tudi kodeks ravnanja izvoljenih funkcionarjev, tokrat v obliki delovnega gradiva, saj gre za dokument, za katerega ni predviden dvofazni postopek sprejemanja. Skupna ugotovitev bi bila, da takšnega kodeksa funkcionarji ne bi potrebovali, če ne bi izkušnje kazale drugače. Kodeks ravnanja izvoljenih funkcionarjev na lokalni ravni je vsem občinam že pred 2 letoma predlagala Skupnost občin Slovenije. Pobudo pa je med medvoške občinske svetnike posredovala svetniška skupina Glas aktivnih Medvoščanov. Večinsko stališče je sicer bilo, da gre za povzetek že obstoječih predpisov, kako naj bi izvoljeni funkcionarji ravnali, da pa izkušnje kažejo drugače. Kodeks sam po sebi se mi zdi sprejemljiv. Vprašanje je, če je potreben. Socialni demokrati smatramo, da bi mogli to vsako pri sebi že normalno, vsakem svetniku, vsakem funkcionarju bi to, kar kodeks predlaga, biti v osnovi. Da je za kodeks škoda izgubljati časa, je menil Dragan Đukić, ki je na koncu tudi edini glasoval proti. Nič ni narobe s tem kodeksom, tako da smo si na jasnem. Vendar sem jaz proti takemu kodeksu, ker je vse zapisano v zakonodaji in vsak funkcionar se mora držati tudi zakonodaje. Zato jaz vidim, da je to nepotrebno in da je to izguba časa. Da je to vrstni kodeks, katerega kršitve je težko sankcionirati, smiselen le, če ga podpišejo ne le župan, ampak vsi svetniki za obdobje svojega mandata, je menila Alenka Žavbi-Kunaver. Da vsak svetnik s svojim podpisom se zaveže, da bo pač spoštoval vse, kar je tukaj napisano. Če bi se držali 10 božjih zapovedi, potem kodeksa ravnanja ne bi potrebovali, je menil Stanko Okoliš, kar pa temu ni tako, njegov sprejem ne bo škodil. Problematiziral pa je predlagan nadzor v obliki častnega razsodišča, ki bi ga sestavljali uveljavljeni občani, ki uživajo zaupanje javnosti. Mislim, da bi bilo častno sodišče samo ena točka raznih prerekanj, kot smo jih danes tudi deležni na državni ravni pri podobnih organih. Na eni izmed zapovedi kodeksa je svoj glas zanj obrazložila v imenu predlagatelja Darinka Varovšek. Da ne bomo napeljevali javnih uslužbencev, da bi pripravljali in izvajali stvari tako, da mi dobimo neko zasebno, osebno korist. A veste, nekdo očitno ima težave s tem, jaz jo nimam in zato bom ta etični kodeks podprla. Se pa strinjam s tistimi mojimi predhodniki, ki pravijo, da kadar je človek pošten, tega ni potrebnega, ne?
Seveda sem absolutno za to. Ampak žal živimo v taki državi, kjer pač poštenje včasih nič ne velja. Po zaključeni 5. seji so občinski svetniki nadaljevali svoje delo še na 6. seji in jo, glede na kar obsežni dnevni red, presenetljivo hitro tudi zaključili. Presenetljivo, le nekaj minut so potrebovali za obravnavo predloga spremenjenega pravilnika, ki med drugim določa višino sejnin. Potem, ko smo na zadnjih 2 sejah poslušali dilemo, ali bi sejnine znižali za 10, 20 ali celo več odstotkov, v duhu vsesplošnega varčevanja, je končni rezultat tak, da sejnine ostanejo takšne, kot so. Na zadnji proračunski seji so svetniki že obravnavali osnutek pravilnika, ki med drugim določa višino sejnin članov občinskega sveta, delovnih teles in nadzornega odbora. Kolebali so med 3 variantami, ki so jih svetniki, glede na vsesplošno varčevanje, sami predlagali. Po obsežni razpravi je šlo le za las. Tisti, ki so bili za kar 25% znižanje sejnin in dodatno omejitev skupne višine izplačanih sejnin, so imeli namreč le glas več od tistih, ki so menili, da bi bilo zadostno le 10% znižanje. In preobrat ob tokratnem sprejemanju predloga pravilnika, nobene razprave ob tej točki, nobenega vloženega amandmaja strani tistih, ki niso bili za 25% znižanje, nobene obrazložitve glasu, le glasovanje. Končni rezultat pa, 9 svetnikov iz vrst Nove Slovenije, Desusa, Glasa aktivnih Medvoščanov in Slovenske demokratske stranke je glasovalo za novi pravilnik. Proti pa sta glasovala 2 več, torej 11 svetnikov iz vrst nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, Stranke modernega centra, Socialnih demokratov, Zelene koalicije in Slovenske ljudske stranke. Torej bo tudi v prihodnje veljal star pravilnik in znižanja sejnin ne bo, čeprav je župan Nejc Smole svetnike še pred glasovanjem seznanil z dejstvom, da imajo v občinskem proračunu za sejnine predvidenih le 65 000 evrov, da so do sedaj že porabili 50 000 evrov in če bo dinamika njihovega dela taka, kot je, tudi v prihodnje, in sam jo načrtuje tako, bodo potrebna sredstva za sejnine dosegle 120 000 evrov. Občinski svetniki torej ne bodo varčevali. Očitno so že ob sprejemanju proračuna slabo načrtovali in bo potreben krepak rebalans proračuna, razen če se na primer ne odpovedo sejninam, ko zmanjka denarja zanje. Takšnega razpleta si nismo zamišljali, saj so tik pred tem krepko problematizirali lanskoletno izgubo v višini dobrih 18 000 evrov v javnem zavodu za kulturo in mladino Medvode. Najbolj strogo so nastopili v nestrankarski listi za napredek krajev občine Medvode, ki se niso strinjali niti s tem, da bi razrešili direktorja javnega zavoda za kulturo in mladino Urbana Eržena, ki je konec februarja, predvsem zaradi izgube, podal odstopno izjavo. Vse, kot pravijo, ne pristajajo na slovensko navado, nekaj narediš narobe, odstopiš in je zadeva zaključena. Predlog je, da se to ne podpre, da se pozove direktorja javnega zavoda k temu, da sodeluje pri reševanju nastale situacije in ko pride javni zavod na zeleno vejo, takrat mu damo razrešnico in tudi smatramo, da bo sabo odnesel eno pozitivno izkušnjo, ki mu bo v bodoče mogoče pomagala. Večina v občinskem svetu je, zavedajoč se, da druge možnosti, ker gre za javni zavod, niti nimajo, vendarle podprla razrešnico direktorju Urbanu Erženu in dala soglasje k imenovanju Aleša Kalana za vršilca dolžnosti direktorja vse do imenovanja novega direktorja oziroma za največ 1 leto. V nestrankarski listi za napredek krajev občine Medvode so bili, poleg predstavnikov Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, tudi najbolj proti predlogu, da bi se ustvarjena izguba v javnem zavodu za kulturo in mladino v višini 18 000 evrov krila iz proračunske rezerve. Slednjim je bila celo najbližja ideja, da je v zavodu celoti krije sam, tudi zato, ker jih navedeni razlogi, zakaj je do izgube prišlo, niso prepričali. Mi smo pravzaprav poslušali o posledicah.
A veste, kaj je pa razlog, kaj pravi vzrok? Samo eden je pravi vzrok. In ta pravi vzrok je, opustilo se je dolžno ukrepanje in pravočasno ukrepanje. Samo to je razlog, da prav. Vse drug je pa sama nakladancija. Alenka Žavbi-Kunaver, ki sicer ugotovitvam svojih predhodnikov ni nasprotovala, pa je vendarle ugotavljala, da se mora tudi občina ob ustanavljanju zavodov in razširjanju dejavnosti, kot je šlo v konkretnem primeru, zavedati določene odgovornosti. Mi smo letos kar precej znižali sredstva za delovanje javnih zavodov. Treba je vedeti, da je v lanskem letu šlo cirka 120 000 evrov v konkretnem zavodu za delno za plače preko študentskega servisa, skratka za te stvari. In to pomeni zdaj, ko smo znižali, da na konca bo ostal denar samo še za stroške dela in študentski servis, za programe pa skozi manj. No, hočem reči, da če še ten denar vzamemo stran, potem bomo imeli pa na zavodu samo za plače denar in potem smo pa mi v bistvu socialna ustanova, da bomo plačevali neki ljudi, da bo pač živel od občinskega denarja, pa v bistvu ne bodo imeli nobene možnosti en program ustvarjati, ker za tisti program tako ni denarja, ker ga bomo pokrili izgubo za nazaj. Vprašanje je jasno, ali smo mi pripravljeni podpreti ta zavod za to, da živi, ali smo ga pripravljeni uničiti in ga zapreti. To je bolj vprašanje, kot pa to, kdo bo glasoval, kdo ne bo glasoval, kdo je pristranski, kdo ni pristranski, a veste. Da se je občinski svet že sicer znašel v pad poziciji, je razpravljavcem pritrdil tudi župan Nejc Smole, ki jih je seznanil tudi z velikimi trenutnimi likvidnostnimi problemi zavoda. Zavod ima v tem trenutku namreč že za 35 000 evrov odprtih obveznosti. Ravno danes popoldne pred sejo smo zožen kolegi občinske uprave o tem razpravljali, kaj če tega sklepa ne sprejmete. Naše tolmačenje je, da smo, ker smo ustanovitelj, subsidiarno odgovorni za obveznosti, ki jih ima javni zavod. Torej bomo po vsej verjetnosti enkrat konec leta, ali pa se bojim, da že kmalu po poletnih počitnicah morali zadeve plačati, ker bo odgovornost na občini Medvode, ki je ustanovitelj. Občinski svetniki so se spraševali tudi, kakšen signal bodo s takšnim načinom pokrivanja izgube poslali vsem ostalim javnim zavodom. Predstavljajte si, da bi recimo neka krevna skupnost ugotovila, da ima enostavno tam 18 000 minusa, torej presežka odhodkov nad prihodki, to se pravi izgubo, potem pa še za 35 000 zapadnih obveznosti in da bi prišli sem in da bi rekli, da je to občina pokrije. Kaj bi rekli? Bi rekli, fantje, pejte dan. Zdaj, da bi bil to neka potuha ostalim zavodom, da naj ne delajo racionalno, mislim, da ni, ker mislim, da lahko rečem, ali pa saj jaz pričakujem, da če jo imeli ostali zavodi izgubo, da ravno tako lahko pričakujemo odstope direktorov oziroma drugače jih moramo sami razrešiti. Nekateri svetniki pa so vendarle pohvalili prvi prevzem odgovornosti in odstop s funkcije direktorja, saj so se s pokrivanjem izgube v javnih zavodih v preteklosti že ukvarjali. Pa že zdaj le vsem zagotavljam, ker tukaj le sedite in vsem občanom pred kamero, da bom kot podžupanja od danes naprej skrbno gledala, kam bo šel denar iz javnega zavoda. Gospod Kalan. 11 svetnikov je na koncu vendarle odločilo, da se izguba pokrije iz proračunske rezerve. Spomnimo, že v prejšnjem mandatu leta 2012 je vzel pod drobnogled poslovanje takrat še javnega zavoda za mladino Medvode, tudi nadzorni odbor občine Medvode in takratnemu svetu zavoda med drugim priporočil naj kritično oceni koncept delovanja javnega zavoda in naj s pravilnikom natančno določi, kdaj je dovoljeno plačilo dela pri izvajanju dejavnosti in kdaj naj bi šlo za prostovoljstvo. Občinski svetniki so na torkovi seji skorajda brez razprave opravili tudi zaključnim računom proračuna za leto 2014. Gre za dokument, na vsebino katerega ne morejo vplivati. Glavne značilnosti prihodkovne strani sicer 12,5 milijonov evrov težkega lanskoletnega proračuna pa bi bile:
Bistveno nižji izplen komunalnega prispevka in skoraj da ničen izplen od prodaje zemljišč v obrtni coni na Jeprci, izpad skoraj da 2 milijonov. In pa vendarle nekaj več sredstev, 1 200 000 evrov transfernih prihodkov, državnih in evropskih, največ prav za izgradnjo vrtca Pirniče. Realizacija investicij pa je bila le 60-odstotna. Zaključni račun za leto 2014 je predhodno na dnevnem redu imel tudi novi nadzorni odbor in se z njim zgolj seznanil. Razlog preprost. V tem vas pa moram upozoriti, da je pač v skladu z statutom občine nadzorni odbor dolžan opraviti nadzor zaključnega računa. In ko bomo opravili ta nadzor, pa lahko od nas pričakujete tudi kakšno vsebinsko opredelitev do zakonitosti poslovanja občine in opredelitev do smotrnosti porabe javnih sredstev. Najprej pa lahko strani nadzornikov pričakujemo končno poročilo o upravljenem nadzoru investicije v vrtec Smlednik. Podobno je vse naložbe v vrtčevske in šolske objekte v zadnjih letih pod drobnogled vzelo tudi Računsko sodišče. Na torkovi seji sveta so morali občinski svetniki popraviti tudi napako, ki so jo sicer v dobri veri, da ne delajo nič narobe, leta 2009 zakrivili njihovi predhodniki. Razveljaviti so morali odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče. Saj so ga njihovi predhodniki sprejeli po nezakonitem postopku. Spomnimo, v dobri veri, da gre res zgolj za tehnični poprave grafičnega dela spremenjenega odloka in ne tudi vsebinskega, je občinski svet leta 2009 le-tega sprejel po skrajšanem postopku, brez javne razgrnitve in brez javne razprave. Na kar je občinski svet v novi sestavi upozoril nihče drug kot Miha Petač, lastnik sedaj že nekdanje bioplinarne. Ustavno sodišče mu je očitno dalo prav, saj je presodilo, da je občina z odlokom spremenila mejo morfološke enote in s tem tudi njeno namembnost. Na območju, ki naj bi bilo prvenstveno namenjeno gradnji kmetijskih objektov in kmetije, je namreč lastnikom sosednjih parcel omogočil gradnjo stanovanjskih objektov tudi spremljajočo dejavnostjo. To pa je sprememba, ki jo občinski svetniki ne bi smeli sprejeti po skrajšanem postopku. Je pa po skrajšanem postopku spet nova sestava občinskega sveta morala razveljaviti spremenjen odlok, saj gre za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča. Občinski svetniki so se na torkovi seji seznanili tudi s poročilom o varnostnih razmerah na območju naše občine. Podal ga je pomočnik komandirja policijske postaje Medvode Sebastian Mohorič. Splošna ocena je dobro. Obravnavali so 567 različnih kaznivih dejanj, 357 različnih kršitev povezanih z javnim mirom in redom, kar je manj kot leto poprej, ugotovili pa so več kršitev cestno-prometnih predpisov. 2232 krat. Običajno smo namreč prehitri in obravnavali so 60 prometnih nesreč. Nesrečo brez smrtnih žrtev. Več o poročilu in tudi predlogih medvoških policistov v prihodnji oddaji, ko bomo ugotavljali tudi, kakšne ceste imamo v Medvodah. Svetniki so namreč na torkovi seji dali prvo zeleno luč novi kategorizaciji cest. Po novem imamo javnih poti za 15 km manj, saj ne ustrezajo definiciji varne ceste. V Pastoralnem domu v Preski je v soboto domačin predsednik Ustavnega sodišča Miroslav Mozetič spregovoril o načelih pravne države. Razložil je osnovne pravne pojme, kaj je država, demokracija, ustava, državni zbor, ustavno sodišče in podobno. Dotaknil se je načel, ki so pomembna za pravilno delovanje pravne države. V razpravi pa je odgovarjal tudi na vprašanja poslušalcev. Predavanje Miroslava Mozetiča z naslovom Načela pravne države je bilo zadnje v sklopu 3 predavanj Dopolnimo spoznanja, ki jih je idejno zasnoval dr. Jože Duhovnik. Ta predavanja so pokazala, da če so teme aktualne, če so teme take, ki jih zanimajo, pa če tudi so iz polpretekle zgodovine, če zanimajo ljudi, da imamo obiskovalcev veliko, tudi za današnje predavanje je bilo veliko
V povprečju jih je bilo približno 80 do 90. To pomeni, da dopolnjevanje spoznanj, posebej starejših generacij, je še kako pomembno, da pride tudi v ta prostor. V pravni državi vlada pravo. Pravo in pravičnost morata izhajati iz notranjih vrednot. Pravna država veliko nudi, čutimo pa jo, ko je potrebno plačati davek in kazen. Vse to so bile besede, s katerimi je predavatelj razlagal pojme, ki opisujejo pravno državo. Kaj je torej temelj pravne države? Ja, če čisto najbolj na široko postavljam, so neke tri take temeljne značilnosti ali pa temeljne vrednote, ki morajo biti načelo demokratičnosti, potem zakonitost, pravnost, torej ustavnost in zakonitost in seveda eno najbolj ključnih spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Slovenija je z letom 1991 doživela samostojnost, obenem pa je tudi zamenjala družbeno ureditev. Dobila je novo ustavo, ki je najvišji pravni akt v državi. Ustava pa je krona pravne države. Vendar nekatera področja pravne države v naši družbi delujejo šibko. Morda problem z področja demokratičnosti, ali smo državljani dovolj zavestni, se dovolj zavedamo, kaj pomenijo volitve, če se dovolj zavedamo tudi potem, kaj pomeni nadzor javnosti nad delovanjem drugih oblasti. Znotraj zakonodajne veje, torej znotraj tega pravotvorja, je verjetno problem to, da zakonodajalec zakone sprejema preveč na hitro, premalo premišljeno. Znotraj državne uprave pa verjetno je tudi vrsta problemov, da državna uprava ne funkcionira ravno tako. Pa tudi v sodstvu gotovo ni vse rožnato. Nevarnosti neuspešne tranzicije se lahko kažejo tudi kot korupcija, organiziran kriminal in še kot nekateri drugi nezaželeni družbeni pojavi. Smo še v tranziciji ali smo uspeli? Jaz mislim, da smo še vedno v tranziciji, da smo še vedno in da nismo uspeli vzpostaviti do takega nivoja vseh teh principov in načel, da bi lahko rekli, da smo tranzicijo zaključili. Kdo pa je odgovoren za pravno državo? Je najširše vsi, ampak seveda stopnje odgovornosti so pa različne. Nekaj drugega je odgovornost parlamenta, parlamentarcev, poslancev, vlade, ministrov, sodnikov, sodnic, pa navadnih državljanov. Najmanj, kar lahko stori vsak državljan, je, da gre na volitve in voli. Kot državljani moramo biti pozorni in aktivni. V predavanju ste omenili, da je potrebno oblast nadzirati. Kako aktivni državljani pa smo Slovenci nekako od osamosvojitve naprej? Ja, če tukaj gremo pač nadzor kot nadzor civilne družbe nad oblastjo, verjetno marsikaj je, precej teh zadev je nastalo, vendar najbrž še vedno premalo, ker tega nadzora po mojem mnenju ni nikoli dovolj. Ustavno sodišče poleg številnih drugih pristojnosti odloča o skladnosti zakonov z ustavo in o ustavnih pritožbah glede kršitve človekovih pravic. Ustavno sodišče je tako zadnji varuh. Ustavno sodišče ima 9 ustavnih sodnic in ustavnih sodnikov. Mandat je 9 let, torej enkrat, ni ponovljiv. Vse odločitve, ki zadevajo vsebinskih odločitev, sprejemati odločamo vsi sodniki, torej mora biti najmanj 5 sodnikov, da je neka odločitev sprejeta. Kar zadeva ustavnih pritožb, imamo pa 3 senate, po 3 sodnike v vsakem senatu, ki pa odločajo samo o tem, ali se ustavna pritožba sprejme obravnavo ali se ne sprejme obravnavo. Predavanja Dopolnimo spoznanja so bila zelo lepo sprejeta, tako da se bodo nadaljevala tudi v prihodnje. Pripravljamo cikle, zdaj še enkrat v spomladanskem delu in septembrskem delu, kjer bojo v zaokroženici ti približno 3 do 4 predavanja in bi obravnavali posamezne teme. Dan kasneje so nas v pastoralni dom povabile tudi Soške kresnice na predstavitev nove zgoščenke Šelestenje otroških sanj. Vsi, ki smo to priložnost zamudili, imamo možnost tudi to soboto v osnovni šoli Pirniče. Prav tako v soboto zvečer pa bo v pastoralnem domu učiteljski pevski zbor osnovne šole Preska prepeval filmske pesmi
in prostovoljne prispevke namenil deklici Anji Jezeršek. Prav njej so bila namenjena tudi naša zbrana sredstva v oddaji Klic dobrote v tednu Slovenske Karitas. Še ostajamo pri dobrodelstvu. Mercator je s 1. aprilom začel z enomesečnim vseslovenskim donatorskim projektom Radi delamo dobro. Projekt poteka v izbranih 100 lokalnih Mercatorjevih trgovinah po celi Sloveniji. V akciji sodeluje tudi trgovina Mercator na Svetju. Nagradili pa bodo 3 lokalna društva, ki združujejo posameznike v okolju in delajo dobro. Višino donacije pa bodo določili kupci z rdečim žetonom, ki ga prejmejo ob vsakem nakupu in ga vržejo v posebno glasovalno skrinjico. Odločajo pa se lahko med Vrtcem Medvode, gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sora in društvom upokojencev Medvode. Mercator letos že drugič organizira vseslovenski projekt Radi delamo dobro, navijamo za dobre ideje. Akcija traja od 1. do 30. aprila. Med 100 slovenskimi trgovinami je bila izbrana tudi trgovina Mercator na Svetju. Po kakšnem ključu ste bili izbrani za akcijo Navijamo za dobre ideje? Naša vodja v Mercatorju nas je predlagala in smo sprejeli to. Izbrana društva, za katera se glasuje, so Društvo upokojencev Medvode, Vrtec Medvode in prostovoljno gasilsko društvo Sora. Po kakšnem ključu ste pa izbrali 3 društva, za katera se donirajo žetoni? To so društva, ki so v naši okolici in sodelujemo in pri nas kupujejo. V izbrani trgovini kupci ob nakupu, ne glede na znesek, pri blagajni prejmejo rdeči žeton, ki ga oddajo v posebno glasovalno skrinjico. Društvo, ki bo prejelo največ glasov kupcev, bo prejelo Mercatorjevo donacijo v višini 1000 evrov. Drugo uvrščeno društvo donacijo v obliki darilne kartice v vrednosti 200 evrov, tretje uvrščeno pa darilno kartico v vrednosti 100 evrov. Kakšen pa je odziv na akcijo? Odziv stranke je zelo pozitiven. Dobro so sprejeli in navijajo za svoje. Zaenkrat so po količini prejetih žetonov društva približno izenačena. Za glasovanje imate še približno pol meseca časa. Sicer pa imajo meseca aprila v trgovini Mercator na Svetju povečano število obiskovalcev na račun obnavljanja blagovnega centra v centru Medvod. Za koga ste vrgli žetonček? Za gasilce. Zakaj pa? Zato, ker jih nujno rabimo. Za koga boste vrgli žetonček? Ja, bom dala za upokojence, kje pa so? Zakaj pa upokojenci? Zato, ker sem tudi sama. Za upokojence. Zakaj pa? Zato, ker imam majhno pokojnino. V preteklem letu je bilo več kot polovica zmagovalcev in prejemnikov glavne Mercatorjeve donacije gasilskih društev, četrtina vrtcev, preostalo pa ostala lokalna društva. Rezultati akcije v Medvodah pa bodo vidni, ko bodo prešteli oddane žetone po 30. aprilu. V soboto je v Zbiljah potekal občni zbor čebelarskega društva Medvode. Tokrat je bila osrednja tema predvsem izobraževanje čebelarjev in strokovno vprašanje v povezavi z rejo čebel. Člani so svojim kolegom podelili odlikovanja Antona Janše 2. in 3. stopnje in posebna odlikovanja za dolgoletno čebelarjenje. Čebelarsko društvo Medvode je sestavljeno iz 3 čebelarskih družin, ki so minuli konec tedna v gostišču Jezero na Zbiljah razpravljali o poteku čebelarskega dela v minulem letu in načrtih za prihodnost. Delo čebelarskega društva je bilo izobraževanje, to je tudi tema danes, da uresničimo želje čebelarjev, kakšne teme izobraževanja ne bi izvajali preko zimskega obdobja in v spomladanskem obdobju. Pred 7 leti je čebelarsko društvo štelo 42 članov. Danes je to število zraslo na 68, kar pomeni, da se ljudje še vedno odločajo za to dejavnost. Zasluge za to pripisujejo izobraževanju, predvsem čebelarskemu krožku, ki ga izvajajo na podružnični osnovni šoli Sora in na osnovni šoli Medvode. Mi smo v šolah, osnovni šoli Sora je organiziran čebelarski krožek.
in zdaj je tudi v osnovni šoli Medvode že organiziran. S tem želimo spodbuditi mlade, da pričeli za čebelarjenjem. In to je druga spodbuda, je pa taka, da pa čebelarsko društvo je pred 6 leti sprejelo sklep na občnem zboru, da vsakemu, ki na novo začne čebelariti, podarimo 2 družini čebel, seveda pa mora sam prinesti. In večina od teh se je obdržal kot čebelarjev, seveda, kakšen pa pač odneha, čebele pikajo, in na to stvar se moraš pač navaditi. Poleg čebeljih pikov pa čebelarjem veliko nadlogo predstavljajo bolezni, predvsem varoza, ki je v lanskem letu nastopila precej pozno. Zaradi vremenskih razmer je bilo tudi medenje kasnejše, kar je pomenilo, da so čebelarji svoje čebele morali krmiti. Čebelarji ocenjujejo, da so v lanskem letu zaradi bolezni in slabih vremenskih razmer izgubili do 30% čebeljih družin. Ko pač nastopijo taki pogoji, je treba krmiti, pa zdraviti. Tle sicer država, kar se tiče zdravljenja, ni odigrala svoje vloge, najbolj pravzaprav stroka veterina, kar pač zgleda, da nismo tako zanimivi, tako donosni, da bi kaj več časa nam namenili, pravzaprav pa raziskave. Se igrajo v tej smeri, samo mislim, da premalo. Odlikovanje Antona Janše 3. stopnje so prejeli Janko in Miha Bukovšek ter križnar Boris. Odlikovanje Antona Janše 2. stopnje pa so prejeli Stane Luštrek, Milan Stenovec in Leon Merjasec. Posebno odlikovanje za 50 in več let čebelarjenja je prejel Anton Košir, za 60 in več let pa Stanko Bukovec, Mitja Burgar in Stanislav Grajzar. Slednji čebelari že od leta 1948 in je čebelarjenju namenil celo svoje življenje. Misli se že razprodati vse, pa ne gre. To se ne da. To je zakorenjen, to je moram, potreba. To za mene je potreba. In koliko časa vam recimo vzame, koliko časa posvetite čebelarjenju? Cel življenje. Čebelarstvo se v naši občini lepo razvija. Čeprav je zaradi bolezni in stroškov danes precej težje vstopiti v to panogo, kot je bilo včasih, se še vedno veliko ljudi odloči, da postanejo čebelarji. Čebelarsko društvo dobro sodeluje tudi z občino, ki se je pred kratkim zavezala, da bo postala čebelam prijazna, kar pomeni, da bo na svojih površinah sadila medovite rastline. V osemenjevalnem centru Preska je prav tako v soboto dopoldne potekal dan odprtih vrat. V preteklosti tradicionalna in dobro obiskana prireditev, ki je pred leti zaradi potencialnih bolezni nekaj časa potekala za zaprtimi vrati. Zadnjih 5 let pa je ponovno namenjena širokim množicam. Najprej je potekala okrogla miza na temo Slovenska selekcija danes in jutri, saj je ta vedno bolj v primežu globalizacije trga s plemenskim materialom. Potem pa je sledila še predstavitev bikov iz njihovega hleva z obveznim mimohodom. V osemenjevalnem centru Preska, ki deluje pod okriljem Zavoda Ljubljana, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, že več kot 40 let pripravljajo seme bikov rjave in črno-bele pasme ter mesnih pasem, limuzin, šerole in belgijsko plave pasme, pa tudi seme slovenske avtohtone cike. Na osnovni šoli Pirniče pa so v soboto nadomeščali izgubljeni dan pouka izven učilnic. Šolski dan so jim popestrili člani prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče, saj so jim pripravili orientacijski tek. Na cilju pa so učencem prikazali še nekaj gasilskih veščin, kot je gašenje kuhinjskega požara in plinske jeklenke. Učenci in učenke osnovne šole Pirniče so minulo soboto nadomeščali izgubljeni šolski dan. Da ne bi bili na tako lepo soboto, kot smo jo bili deležni tokrat, zaprti v učilnicah, so na pomoč priskočili člani prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče. Predvsem smo sodelovali z njimi, pripravili smo športni dan, šli smo se orientacijo oziroma se gremo, delo z mladino, sodelovanje z njimi z osnovno šolo Pirniče. Pri orientacijskem teku so se učenci srečali z različnimi nalogami z področja dela gasilca v gozdu. Mednje spada tudi preživetje v naravi.
V bistvu sama orientacija dejansko prikaže delo gasilca v gozdu in na terenu, se pravi, ni samo kot gašenje požara, pač pa se mora tudi znajti v samem naravnem okolju. Pri organizaciji dogodka so sodelovali izkušeni gasilci, ki so veščine že osvojili, svoje znanje pa sedaj delijo s svojimi vrstniki. Vemo, da sama ne tekmuješ, kako to? V bistvu pomagam tukaj mlajšim pri vozlih, pa ja, pri teh poligonih. In si že kdaj to počela, mislim, imaš izkušnje iz tega? Ja, na tekmovanjih. No in kako boš recimo ocenjevala danes delo osnovnošolcev? Ja, da bodo se potrudili, ne pa da si bojo med sabo pomagali. Nima veze, če je prav, ampak da bo neki. S tovrstnimi dogodki gasilci tudi navdušujejo mlade, da se pridružijo njihovim vrstam. Dejansko je delo z otroki v bistvu naša osnova, no, ker otroci so pač tudi temelj gasilstva in na tem je treba delati, ker mi pač ne bomo večno tle, mi rabimo naše zanamce. Ne. Za konec so gasilci prikazali še gašenje ognja v kuhinji in kemičnega požara. Slednjim sta se s pomočjo gasilnega aparata spopadla mlada člana PGD Zgornje Pirniče in svojim vrstnikom pokazala svoj pogum. Dan so seveda zaključili z gasilskim pozdravom Na pomoč. Skupina za ročna dela, ustvarjalne delavnice in slikanje Društva upokojencev Medvode je preteklo sredo pripravila v knjižnici Medvode razstavo ročnih del. Letošnja tema razstave ima naslov Pletilke in mavrica. Vsak razstavljen izdelek ima v vzorec vdelan vsaj 2 različni barvni preji. Razstava bo v knjižnici na voljo za ogled do 20. aprila. Krožek ročnih del ima v Društvu upokojencev Medvode že bogato tradicijo. Ja, tako kot smo zasledili po virih, je bilo to leta 1980 in pravzaprav še eno leto prej, ker so že takrat imeli prvo razstavo ročnih del, tako strani ženskih, kakor tudi moških članov. Že eno leto kasneje, to se pravi 81. leta, je bila pa že tudi razstava in sicer v prostorih občine Medvode. Danes pa je v sekcijo ročnih del vključenih okoli 30 članic društva. Moram reči, da je to ena od najštevilčnejših, pa tudi po ustvarjalnosti najbogatejših sekcij. No in tudi en napredek so naredili v tej smeri, da se vse bolj povezujejo članice krožka ročnih del, ustvarjalnih delavnic in pa likovnega krožka. Mavrica ima 7 barv. Barve pa vplivajo na naše razpoloženje. Tudi narava v vsakem letnem času poskrbi za različne barve. To so bila idejna izhodišča za razstavo ročnih del z naslovom Pletilke in mavrica. Vsak let se odločimo za eno temo in letos smo se odločili, da je tema barve. In potem smo izbrali pletenine in vzorce in kroje in vse, ampak najmanj v 2, 3 ali več barvah. To je bila nit, rdeča nit čez celo zimo. Ne? Zdaj razstavljamo samo pletenine, tistih izdelkov iz ustvarjalnih delavnic letos ne. Zbrali smo nekaj utrinkov z razstave. S katerim izdelkom ste se predstavila na razstavi? Jaz sem se predstavila z otroškim puloverjem, katerega je lahko vnuk nosil, malo drugače je pleteno kot samo leva, desna, ali pa barve 2 kombinacije, tako da upam, da bo obiskovalcem tudi všeč. Kdaj ste se pa že naučila plesti? V osnovni šoli, ker smo imeli pa dobro mentorico in nas je naučila vseh svojih osnovnih ročnih del, vezenja, pletenja, krpanja, tudi šivanja. Kater pa je vaš izdelek, ga lahko na kratko opišete? Ja, jaz sem si pa umislila tak iz 6 barv. Kvačkano, takole Chanel jakanco. Katerim izdelkom ste se predstavila na današnji razstavi? V glavnem 100 dekso pa izpoštram, ker se mi zdi, da so res mavrične barve, kot smo se zmenili za to razstavo. No, sem pa tudi tam nekaj otroškega naredila, ene jopčke, eno tuniko
tisle polovar, pa tako. Več stvari delamo celo leto in ustvarjamo, en drugo učimo. Kdo pa vas je naučil plesti? Znate to že iz mladih dni? Ja, že od mladih dni, potem sem imela pa tudi pletilstvo obrt. Sem pa delala za trgovine Nama do upokojitve. Vsako leto skupina za ročna dela splete približno 160 copatkov za novorojenčke in izdela 140 božično-novoletnih vizitk. Za izdelavo para copatk so potrebne 4 ure pletenja. Moje največja ljubezen pri tem so copatki za novorojenčke. Tudi jaz sem prinesla to v dom, ko sem začela hoditi na ročno dela, ko me je povabila Gabrova Ivanka in takrat ni nobena pletla to. Jaz sem pa to delala že za bolnico Jesenice in je bilo to čuda, se ne bomo naredili, se namo znale, da ne pa vse delajo. In vsak medmoški novorojenček dobi ene naše copatke. Otvoritev razstave je spremljal bogat kulturni program. Zapel je društveni zbor Sončna jesen, na kitaro in harmoniko so zaigrali učenci glasbene šole Franca Šturma iz Medvod in Marija Tome na citrah. Pojdite za Mavrico, dokler ne najdete svojih sanj, so bile zaključne besede Majde Tratar ob odprtju razstave. Kot že rečeno, bo razstava na ogled v knjižnici Medvode do 20. aprila. V petek zvečer je v kulturnem domu v Smledniku zapel domači mešani pevski zbor Smleški žarek pod vodstvom zborovodje Tomaža Grajzerja. Večer slovenske ljudske in narodne pesmi ter glasbe so poimenovali Nocoj je ena luštna noč. V zboru, ki deluje 4. leto, prepeva 18 pevk in pevcev. V petek so zapeli 15 pesmi, nekatere med njimi so bile že pozabljene ali celo nikoli zapete v našem okolišu, kot na primer zborovska pesem z naslovom Pesem avtorice Zinke Mori, ki jo je uglasbil Oto Čeru. Pesem Rožca iz leta 1863 avtorja Antona Umeka Ukiškega, ki jo je uglasbil Hrabroslav Volerič, pa staro besedilo pesmi Dekle na vrtiču rožce sadi, ki jo je glasbeno priredil njihov zborovodja. Smleški žarek namreč vedno nastopa spremljavo frajtonarice ali klavirske spremljave. Nastopil je tudi mladi nadarjeni ansambel Marcela in med drugim tudi z 2 novima skladbama Dominika Grajzerja. 14 najmočnejših mož na svetu je v Nemčiji merilo svoje skorajda nadnaravne sposobnosti. Zmagal je Poljak Krištof Radzikovski, Matjaž Belšak je bil na uvodni letošnji preizkušnji drugi, tretji pa Kanačan Jean-Franc Caron. Belšak je trenutno na poti proti Maleziji, kjer bo potekalo svetovno prvenstvo, je celo izenačil svetovni rekord v enoročnem potisku ročke nad glavo. Torej tudi po zaslugi Medvoščana aktualni rekord znaša 14 ponovitev 87 kilogrami v 75 sekundah. Na Mirni se je odvilo zadnje dejanje slovenske badmintonske lige za sezono 2014-15. Varovanci trenerke Maje Kersnik oziroma ekipa Mr. Pet Medvode je brez večjih težav po 2 letih v finalu 8 najboljših ekip ponovno osvojila naslov ekipnih državnih prvakov. V sezoni so za ekipo Medvode igrali samo doma vzgojeni mladi igralci Ana Marija Šetina, Petra Polanc, Matic Ivančič, Martin Cerkovnik in Miha Ivanič, zanje pa je naslov presenečenje in velika nagrada za pretekli trud. V športni dvorani Medvode pa je v torek potekalo državno ekipno prvenstvo za srednje in osnovne šole. Nastopila je ekipa osnovne šole Preska in osvojila 2. mesto. V 17. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode na domači zelenici remizirala z gostujočo ekipo Zagorje. Končni izid je bil 0-0. Mladinci in kadeti pa so igrali v gosteh proti NK Brinje Grosuplje.
Mladinci so premagali svoje vrstnike z 2:4, kadeti pa so izgubili 6:0. Ekipa starejših dečkov je tokrat visoko izgubila proti ND Ilirija Elektra Lux A in sicer s kar 0:7. Mlajši dečki so s 3:2 izgubili v gosteh proti NK Bela Krajina. Na ladji je kolesar vozil preblizu desnega roba vozišča in je padel, pri tem se je telesno poškodoval. Tatovi so v Medvodah ukradli kolo ter poskušali vlomiti v hišo. V Vikrčah so iz hiše ukradli večjo količino denarja. To je za danes vse. In še priporočilo. Izkazalo se je, da ob točki pobude in vprašanja na seji občinskega sveta lahko marsikaj izvemo. Zato bomo le to točko dnevnega reda ponovili ob jutrišnji in nedeljski ponovitvi našega programa Na snidenje.